navzoči računovodje in knjigovodje. Me veseli, da vas je to v takem velikem številu. Se mi zdi, da se mi boste kmalu priklopili pri mojem delu, zaradi tega, ker je že Andrej veliko povedal o tem. In sicer, kakšne so pač možnosti normirancev in kakšne so možnosti bivših SP-jevcev, torej novih fizičnih oseb z dejavnostjo, samozaposlenih oseb po novem zakonu. Jaz bi mogoče kar predstavila še enkrat, nažalost, pač obe možnosti na enostaven način, če smem tako reči. Normiranci, edini pogoj je višina prihodkov do 50 000, bi pa prosila Barbaro, da če kaj zdajle mem skočim, pa kakšno vprašanje potem tudi pade, da to kar sprot razrešimo. To smo zdaj že slišali. Najprej bi vam rekla, vi že nekateri upravljate dejavnost 5 let. To pomeni, da se boste sami sebe vprašali letos, koliko sem jaz imel lani prihodkov, da se bom znal uvrstiti do 2. 4. v razred, ki mi bo zagotavljal, da ne bom plačeval več, ampak da bom lahko razporedil svoje prihodke in upošteval svoje stroške tako, da ne bom plačeval dohodnine oziroma čim manj. Te stvari smo sicer že videli, ti obrazci, ki jih vidite tukaj slavo, so na Dursovih straneh in jih boste tam lahko najdeli, so pa tudi na straneh Art Servisa in pa Društva novinarjev Slovenije, pač s povezavami in tako, da si boste to lahko še večkrat ogledali, najdeli tudi sami. To sem hotela povedati. Računovodstvo ni noben bav. In tisti, ki ste kakorkoli spremljali svoje prihodke, spremljate svoje gospodinstvo, mislim, da boste lahko kot normiranci in kot računovodje z enostavno knjigovodstvo to sami vodili. In to s pomočjo raznih programov, ki so na spletu, s pomočjo programov, ki so na Dursu, in s pomočjo prijateljev in mailingov in društvenih pomočnikov. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da se samo ne smete ustrašiti, ampak se morate pač odločiti za eno izmed zadev, ki vam bo po vašem preteklem, lanskem letu, lanskem prihodku ali pa še mogoče kakšnem prejšnjem najbolj primerna. Tukaj je ena razpredelnica in tukaj je tudi en internetni naslov, zelo uporabna stran je računovodja.com. Na tej uporabni strani se najde marsikaj, med drugim pa se najde tudi izračun, ki vam bo poenostavil vaše videnje. Dali boste noter pač podatek, koliko ste lani zaslužili. Izračunal vam bo davek normiranca in še po možnosti vas bo uvrstil v nek plačilni razred za prispevke. Tukaj so zdaj pač osnovne osnovni zneski in verjamem, da ste že najdeli najbližjega svojega in tudi kakšen je davek pri akontacijah pri normirancih v vašem razredu. Tukaj so podatki, kam se bojo nakazovale akontacije dohodnine. Te podatke najdete ravno tako na spletni strani Dursa ali pa recimo od računovodja.com. Imate pa pač izračunano akontacijo, ki se bo plačevala na mesec. Če je preračunana letna akontacija večja od 400 evrov oziroma na 3 mesece, če je preračunana letna akontacija manjša od 400 evrov. Preplačila je tudi Andrej povedal, da se bodo vračala ali pa se bo pač treba doplačevati, odvisno od tega, če smo se nismo imeli, ne vem, točnega podatka, v katerem razredu smo in kako poslujemo načeloma, ali da smo imeli 2 dejavnosti, ali da je bila samo pol leta naša dejavnost, ali pa tako naprej. Tole je pa ena izmed oblik oziroma obrazcev, ki
s katero bomo napovedali akontacijo oziroma izračun naše akontacije davčni upravi, ko se bomo zavezali za normirane stroške. Tisti, ki ste se že izjasnili in bi radi ostali v sistemu normiranih stroškov, pač ne boste napovedovali ničesar, ampak boste redno naprej plačevali tisto akontacijo, ki jo že zdaj plačujete. Če pa te akontacije ni bilo do zdaj, boste pa pač upoštevali vse svoje prihodke v preteklem letu, odbili 70% normiranih stroškov in si izračunali akontacijo in jo plačevali do 10. v mesecu. To že z januarjem. A že plačujete akontacijo? Bene. A ste se že zavezali za normiranca? Vasno prej, ne? Smo bi zavezanci 15+15. Torej, januarja se je plačevalo akontacijo za december. Februarja bi morali plačati v bistvu zdaj tekočo akontacijo in če se boste po mojem izjasnili za normiranca, sicer dvomim, da bo zdavčne že prišel kakšen ukrep za nazaj, ampak jaz mislim, da 10. april bo zadnja prilika, da se plačuje za januar, februar in marec. Problem je, da nismo dobili odločbe, da smo normiranci. Ne boste dobili več odločbe. Torej to, če se izjasniš, da bo zdaj normiranc, zdaj od 2013 in naprej ne bo več odločb z ustreznega ministrstva, ampak ste se vi registrirali in vaša odločitev je, ali ste normiranc, ali pa boste pač vodil knjige po načelu enostavnega knjigovodstva kot vsake SP oziroma samo Sam nekaj bi tle dodala pri teh odločbah. Zdaj ste vsako leto v bistvu oddajali vlogo. Od zdaj naprej ni treba več. Dokler ne želite zaključiti tega, ta vloga ostane in ste normiranci. Se pravi, ni potrebno več, tako kot ste zdaj vsako leto posebej, ampak je v bistvu ta status za nedoločen čas. Dokler... A dostavljati? Ja, zdaj tle je tako, ta odločba v bistvu, odločba ne bo več obstajala, ampak v praksi se je velikokrat pokazalo, da izplačevalec dohodka ni vedel, kakšen status sploh nekdo, ki je za njega delal, ima. Dajte si napisati eno izjavo. Napišite si izjavo, da ste zavezanec za obračun po normiranih stroških. Ampak zakaj to sploh ni Zdaj je bruto. Bruto je splačal in to je to. Zakaj bi oni sploh morali vedeti, kakšen status? Oni zaplačujejo akontacije, za delodajalca smo zdaj mi... Vi ste zdaj izenačeni s pravnimi osebami in boste izdali račun in delodajalca oziroma naročnika vašega ne zanima, kako ugotavljate stroške. Ker je za vse enako, njih ne zanima, kaj smo mi. Taka je razlaga z davčne uprave. Zdaj jaz mislim, da se to predvsem nanaša na slabo prakso za nazaj, ker se je velikokrat dogajalo, da nekdo, ki ni imel priznanih 25 plus 15, je rekel, da jih ima in mu je recimo izplačevalec dohodka obračunal 40%, ker ko oddaja izplačevalec rek 2 obrazca, nikjer ni evidence, kakšen status ima ta, ki dobiva dohodek. Tako da zdaj tle za nazaj, mogoče je zaradi slabih izkušenj še to ostalo. Ampak še enkrat, vsi, ki smo s prvim ohranili status normirancev, se pravi, od lanskega dohodka zaračunamo akontacijo in začnemo plačati. Tako. Se pravi, 10. aprila boste plačali za vse te 3 mesece. Zdaj niste plačali. Zdaj, če bo manj kot 400 evrov, boste tako na 3 mesece, ste v vsakem primeru zavezani 10. aprila plačati. Tako boste pa pač, če se naknadno pokaže, da ste mesečni, se 10. aprila bi rekla, da je pametno plačati prej, ker naša država tudi na akontacije, ki jih dajemo naprej, zaračunava zamudne obresti. To pomeni. Ja, še piše.
10. april, tako, 10. april. Če pa hočeš, pa lahko že plačaš. Lahko pa že vnaprej plačate, samo se pa dogaja, da plačate vnaprej, nakažete, potem pa davčna uprava vrne nazaj. To se prej ni dogajalo, zdaj pa se, da vrnejo nazaj. In tudi, jaz bi sam še tole dodam pred vprašanjem, da bomo na spletni strani objavili, v tem trenutku je menda že možno plačati to akontacijo dohodnine preko tega UPM položnice in so dali tudi vse račun, sklic in vse, kaj morate na to položnico, kaj morate v tej položnici izpovedati, to bo tudi potem naprej tako da bomo mi to objavili na spletni strani. Sicer sem mogoče malo v sklici, ampak transakcijski račun je pač se začne SI56, tam zgoraj, pač po novem in sicer 01100, potem pa pač referenca v spodno vrstico 19 in vaša davčna številka in pa 40002. Ko še jaz nekaj vprašam. Seveda. Ali se ob tem odda tudi kakšen elektronski dokument v e-davkih, tako kot moramo to za obračun prispevkov narediti? Torej, za akontacije iz dejavnosti oziroma od normiranih stroškov se bo oddajal dokument do 31.3. V tekočem letu za preteklo leto. To bo tako, kot je zdaj bila napoved iz dejavnosti za SP-je, bo tudi določen obračun, ki je podoben temu, kot boste napovedali, vsi prihodki minus 70% krat osnova in bo to dokument, ki bo dan na koncu leta z vaše strani računovodje in to je tudi osnova za akontacije, za plačilo akontacij. Pa še eno vprašanje? Če tam je doblična vila, ja. Eno vprašanje, akontacije dohodnine se pravi, vlade zaključuje fakturiran račun, izdan račun. Tako je, ja. Zdaj pa drugo vprašanje pa to, če nas že enačijo z SP-ji ali pa pod izpovedjem, ali mi lahko kot pač kulturniki izdamo predračun? Ja, to sem jaz vam tudi hotela povedati. Tako bom rekla, jaz mislim, da ja, samo če ga vaš naslovnik sprejme. Potem vi lahko daste ponudbo, predračun, celo avansni račun, recimo, če bi vam prej plačali, kot je bila storitev dokončana oziroma upravljena, jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi. Sej določene stvari so nas ravno tako gospodarstveniki ali pa tiste, ki smo v neki dejavnosti porinali že pred kakšnim letom ali pa dvema, tako kot so zdaj vas v bistvu v nek tok in zdaj pa plavete, določene so nas že tudi porinali z najnižjo pokojninsko osnovo, ker si ne smemo obračunavati več minimalca in tako naprej. Temu bi jaz rekla pač Slovenija, ali pa če smo vsi tukaj državljani, tukaj koli. Potem recimo predračun, če dobimo, ki damo 15. Zdaj tako, jaz bi rekla, s temi predračuni si ne komplicirati življenja med letom, ampak samo na konc leta, ker recimo jaz verjamem, da februarski račun boste dobila najkasneje do junija plačan, recimo, karikiram, čeprav tega tudi v gospodarstvu zdaj že velikrat ni več. Ampak, če pa izdate predračun decembra, ker ne verjamete, da bo plačan do februarja, to bi pa skoraj lahko zagovarjala. Ker se mene tiče, je pa res, da imajo pa vedno davčniki tisti, ki imajo svoj pogled na ves sistem in tisti, ki imajo moram reči, da jaz ne vem, v preteklih mojih letih nisem imela prav veliko prakse, da so prav kontrolirali tiste majhne SP-je oziroma majhne samozaposlene. Tudi verjamem, da niso vas prav pozivali več na davčno, da jim nosite knjige kazati, ampak se mi zdi, da glede na to, kam plujemo, da bo ta država to tudi zahtevala od vas in da vas bojo za vsak najmanjši neplačan računček ali pa pač prikrit račun terjalno. Je pa tako, da z letošnjim letom ima naša država možnost vpogleda na vse transakcijske račune. Na poslovne so imeli do zdaj bojo imeli pa tudi na osebne.
Tako da, ko pride k meni davčna, pride že s seznamom izpisanih transakcij, torej plačil, kako ste si vi to nakazovali, kaj je bil, to je bilo posojilo, je bil nakazilo računa in tako naprej. Tako da jaz mislim, da pač nažalost. Jaz mislim, da tukaj, jaz mislim takole, no, tisti, ki so do 30. novembra dali to prošnjo za normirane odhodke, tisti morajo izpolniti, po mojem razumevanju, obrazec 4, ne, v katerem izpolnijo te svoje prihodke. Ne. Ampak jaz mislim prihodke, ki so bili v letu 2020, ne izdani računi, ampak prihodki v letu 2012. Tako je, iz leta 2012, ja. Se pravi, vse, kar je prišlo po domače povedano človeku na račun v letu 2012, ne pa izdani računi v letu 2012. Tako. Zaenkrat še po plačani realizaciji. Tako. Za 2012, se pravi, tisti, ki so do 30. novembra oddali prošnjo za da ostanejo normiranci še naprej, izpolnijo obrazec 4. Tako. Ne? Tako. Za izračun akontacije 4 upišajo prihodke, tako. Upišajo 70% od teh prihodkov, tako. Dobijo cifro 30% od prihodkov. 10.000 so prihodki, 70.000 upišajo, se pravi 7.000 normiranih, 3.000 je osnova. 3.000 je osnova za davek, od teh 3.000 je 20% in to je 600. Se pravi, po domače povedano, 600 je deljeno 12. Je 50 na mesec. Se pravi, to je akontacija, se pravi, ta človek bo plačeval v letu 2014 vsak mesec 50 evrov akontacije. Tukaj te spode plačane akontacije so mišljene letne, to pomeni deljeno z 12 in to je to, kar smo zdaj začeli. Se pravi, tisti, ki so imeli 10.000 prihodkov v letu 2012, bodo plačevali v letu 2014 50 evrov akontacije. 12 krat. Ne. Bruto, to je bruto. To ste mislili vrneno. Prispevki so se do sedaj tudi za normirance odštevali. Po novem ni več tega. Normiranci, ker zdaj je bila, to je bila pozitivno, in to posebej za kulturnike, športnike in novinarje, ker smo imeli visoke normirane odhodke, še s to posebno osebno olajšavo. In smo imeli normirane 40% odhodke, potem pa še vse olajšave in še prispevke plačane za socialno varnost smo si lahko odšteli od tega bruta letnega, letnih prihodkov. Zdaj nič od tega ni. Zdaj so priznani samo 70% normiranih stroškov in nič drugega. Če pa vodiš knjige, pa lahko v bistvu uveljavljaš vse to, kar si prej uveljavljal. Samo ne normiranih odhodkov, ampak dejanski. Jaz bi sam tlepr normiranih. V prihodek se šteje pač vse, kar je dohodek iz dejavnosti, dohodnina in prispevki se pa ne preštevajo zraven, Prav razumem. Ne, sej, ker tam plačujejo prispevke ministrstvo. Prispevki so zanimivi zaradi cenzusa bili, ker včasih so recimo normiranci, se jim prispevki, ki jih je ministrstvo plačevalo za njih, se jim niso šteli v bruto dohodek. Pri tistih, pravzaprav pri meni, ko sem vodila knjige oziroma vodim knjige, so se uštevali v skupni bruto dohodek. To se pravi, meni se je dohodek dvigoval na račun plačanih prispevkov, kar drugim se ni. To je uredba prejšnja popravila, Kar se tiče pa, ali se šteje, to naj pa računovodje povejo, kako in kaj. Kako ali se šteje? Ne, zdaj jaz mislim, da ste zavezani prijaviti samo tiste prihodke, ki ste vi dobili na svoj transakcijski račun, brez dohodnine in brez prispevkov. Je pa nekaj res, smo imeli špelo že v preteklih letih, velike probleme ravno s temi subvencijami od Zavoda za zaposlovanje, pri tistih, ki so bili normiranci, se ni dali izogniti temu, da je šlo to v tvoj letni prihodek,
Pri tistih, ki so pa vodili knjige in bili kot SP-ji zavezani, tam se je pa lahko ta prihodek razdelil na toliko časa, kot si dobil. Če si ti dobil septembra, si lahko to za 1 leto oziroma pač za 9 mesecev razdelil. Prosim. Prispevki tisti plačani strani Ministrstva za kulturo se že po prejšnjem sistemu niso prištevali kot dohodek, ne? In niti kot strošek, tako da v bistvu ni bilo sploh nobene postavke. 0,0, ne? Drugače bilo kot tistih, ki vodijo knjige, ne? Zdaj pa tisti, ki se sami plačujete prispevke, so pa tudi tisti prispevki, ki jih sami plačate, že všteti v ta splošno skupno malo po 70% normiranih stroškov. Ne morate več uveljavljati kot poseben strošek. To, kar sem jaz povedala, velja za tiste, ki si sami plačujete prispevke. A mogoče sem še ena taka praktična. Kako? Kaj? Fundacijo plačajo vsi. Fundacijo, če so se zavezali za normirance, jo bojo plačali vsi in tudi nič jo ne bojo nazaj dobili. To je $10 davek, ki se... Obračunal se bo v plus ali pa v minus, ne boš pa nikjer nič nazaj dobil. To je fiksen davek in ta ostane državi. Nominalno. Če je preveč obračunano, glede na to, kar je obračunano na lastno leto, še vedno dobiš nazaj. Ja, seveda tisto, kar je fiksno na tvoje prihodke, moraš plačati in računati. Ker ni več olajšav zaradi tega. Ne vem, za prejšnje leto si lahko zaslužil nekoliko več kot leto, ki zdaj prihaja, ker vemo, kakšno da ne rečem, kaj je zdaj na področju kulture in novinarstva in vsega ostalega. In je to, mislim, totalna neumnost. In ko greš na spis in prosiš, da ti znižajo, ne vem, posebno stopno, naprej rečejo, vi lahko vložite, ampak še novemu, da zdaj tega nismo rešili, oziroma, ne vem. Ja, sej, jaz sem bila tudi pametna, pa sem mislila, da pač lahko rečem za SP pa odprinovga, ne? Ampak zdaj so dali dopolnila v zakon, da 6 mesecev, ko ti zapreš SP, ne smeš, mislim, ne moreš uveljavljati kakšne druge osnove kot tisto, ki si jo prejel. Tako da ja, naša država se je tukaj super zaščitila, upam, da se bomo vsi preselili. Stanje za dohodnino. To je za akontacijo dohodnine, ne pa za prispevek. Torej, vam bom povedala en primer. Jaz imam tudi eno samostojno kulturno delavko, ki me je to sprašvala in sicer mama ji redno nakazuje pač nekaj denarja mesečno, zaradi tega, ker sama ne dobiva dovolj denarja oziroma nima sredstev za preživetje nekako. In ko je uveljavljala zadeve za vrtec in na sociali lepo povedala, da je prejemke dobila tudi te in so ji našteli tudi to, kar je mama dala. In tako, kot ste lahko pa iz medijev slišali, so dobili pa tudi nekateri podnos, varčevalne račune in take zadeve. Tako da to je treba eksplicitno dokazovati, da je to pač... Moja mama meni dala in konci, je treba izvzeti iz teh prihodkov in dokazati na ta način. Ampak, a je torej, a se plačuje akontacija davka, ali jo more, naprimer, ne, deleženka seminarja? Ne, iz maminih nakazil sigurno ne. Če pa bilo iz Ministrstva za kulturo, da je to za dejavnost, to je dohodek iz dejavnosti, to je glavno. Ja, če je dohodek iz dejavnosti, ne glede na to, je to subvencija, je to dohodek. Sprašaj eno vprašanje, glede tistega 8,8%, tam je najbolj močite. Kaj vas moči? 8,8%, ki je prej gospod Andrej Strakar, nisem čisto dobro razumel, kaj za samozaposlene in kaj ne. Za samozaposlene tega ni. To je samo za tiste, ki bojo imeli avtorske pogodbe, tako kot je bilo do sedaj. 10% normiranih stroškov je priznanih. Prav, da delodajalec ne plačuje za samozaposlene v kulturi ali v novinarje teh 8,8%. Ne. To so narobe razumeli. Jaz sem jim
2 meseca dopovedoval, ampak ne, in zaradi tega hoče tudi znižati honorarje. Ja, to je tukaj problem, raven zaradi tega, ker bruto honorar bi vam dejansko mogel ostati isti in 8,85% bi se mogli na izplačevalce kot strošek prenesti. Ampak seveda, izplačevalci dohodka so to pogruntali in vsem nižajo honorarje. Ampak samo tistim, ki niso zaposleni, verjata. Tako. Tisti, ki niso zavarovani po kakšni drugi osnovi. In vi ste vsi zavarovani po drugi osnovi, ker upravljate kak dejavnost. Ker imate status dejavnosti, ne? Davek je za nas irelevantni. Ja. Za vas ne pride v poštev. Ne, tega ne razumejo. Ne, vse pa ne razume tega, to je dejstvo. Jaz sem se začel s tem ukvarjati že meseca novembra, zato ker sem se začel ukvarjati z drugimi pogodbami in me je zelo razžalostilo dejstvo, da v tej državi, glede na to, da nas je veliko in da hodimo na različne proteste, nikoli ne znamo poskrbeti sami zase, govorim zdaj za samostojne novinarje in za kulturnike. Problem je nastal šele po novem letu in ne vem, zdaj šele januarja, februarja, v bistvu, ker že malo zalivamo z vodo, tiskaj je že praktično zgorelo, ker pri prejšnji spremembi zakonodaje, ker so na 40% dali na 25 plus 15 do 25.000 evrov, smo imeli nek čas reakcijski, v katerem smo lahko, kot se spomniš, verjetno tudi ti, predlagali neke stvari, neke spremembe in v nekaterih rečeh so nas tudi poslušali. Tokrat je bilo pa tako neverjetno, na hitro vse je narejeno, nihče ni ničesar vedel, nihče ni ničemer bil informiran, po zaklicu na DURS sploh niso vedeli, ali bojo pošiljali odločbo, ali ne bojo, potem s prvi na DURS nikar ne kličite, ker vam bojo še kaj narobe povedali. So nekateri že domov odločbo za 15% posebno odložavo in take stvari, mislim, ne vem, in se mi zdi prav, da bi, ne vem, vse te, ne vem, od društva novinarjev in vseh ostalih, ne vem, sestavili nek list, ga vsi podpišemo, ne vem, in pritisnemo na te ljudi. Jaz dobro vem, ko smo, ne vem, doma nekaj obnavljali, tudi zasebnik, ki upravlja dejavnost, njemu, če nima plačenega računa, mu ni treba plačati DDV-ja. Samo, če se za to registrirajo. Ja, ampak saj to bo tudi pri vas enako, če se boste registrirali za samostojno dejavnost. Teh različnih stvari, za katere sploh ne vemo, je očitno veliko, ne? In bi bilo dobro sestaviti nek, ne vem, plonk listek za vse tiste, ki morda malo manj vedo o tem, da bi vedeli, kaj sploh lahko počnemo. Ker tako, kot je postal v Ameriki šport, da državo treba prenesti, koliko bo očitno tudi tako. No, nekaj bom rekla, zdaj ne smeva tlele samo šimfati, ampak če bi pogledali recimo Art Service, ali pa recimo tudi... Ne, mislim, tudi DURS-ove spletne strani, marsikdaj je tudi na nas samih kakšna zapoznela reakcija, čeprav tokrat se strinjam z vami, sploh nismo imeli možnosti reakcije, ker je bilo to vse tako nakup narejen in prepozno, ko je mene Špela klicala, je bilo že mem v bistvu, jaz sem že plavala, že nisem več vedela, ki sem. Čeprav bi rekla na straneh Art Servisa, na straneh DURS-a, pa na recimo raznih teh straneh, ki jih lahko uporabljamo samozaposleni in računovodje, je ogromno informacij, res pa je, da se je treba pač s tem začeti mečkano ukvarjati, da lahko potem tudi izluščaš tisto, kar tebe zanima. To sem jaz mislil, da smo mi sami Samo, a ne bi bilo, mi sami nič ne naredimo, ampak a ne bi bilo prav, da bi DURS sklical takle zbor ljudi, pa bi DURS recimo, a ne? Oni niso mogli sklicati, ker še niso sploh vedeli, kaj bi... Ne, DURS smo prosili, da naj nam pošlje predavatelja, svoje strani, da bo pojasnil in ga niso, zato ker imajo vse svoje te razlagalce zakona zasedane do konca marca in so rekli, sorry, ker morajo učiti druge, DURS-ovce, referente o novi davčni zakonodaji in sorry, navadnih državljanov, zavezancev davčnih nimajo časa. Očitno. To je odgovor. Dvakrat smo jih pozvali, ne? Dajmo jih naprej. Jaz bi sem nekaj, kot tukaj, kot urednica akcije, da so zdaj v tem vlogi bi nekaj pojasnila, ne? Davčni referenti, ki sem prej priporočila, da boste z njimi dnevno na stikih in tako naprej, so bili popolnoma dezinformirani do današnjega dne, ko potekajo z njihove strani interna izobraževanja, ki jih izvaja Generalni davčni urad. Je pa res, da je Generalni davčni urad, ko je ugotovil našo zmedenost in naše dileme,
bil na razpolago meni vsakodnevno na telefonu in po mailu za pojasnila, zato je lahko na Art Servisu nastala dva uporabna članka dosti pravočasno. Čeprav še vedno nepravočasno, glede na to, da smo že morali izvajati novo zakonodajo, nismo pa imeli več možnosti sodelovati pri pobudi. Je pa tudi res, da se mi je še zasledila rok, ko je bil možno vlagati pač ugovore in komentarje, to je bilo jeseni enkrat. Rok se je strašno hitro iztekel, objavljen je bil samo na straneh obrtne zbornice. Mi nismo dosti povezani med sabo, tako da bi nas lahko recimo iz njihovi strani kdo obvestil, pa da bi skupno reagirali kakorkoli. V bodoče se bo to potrebno pač bolj povezovati in pravočasno reagirati. Iz tega se lahko kaj naučimo, to hočem reči. Jaz bi sam k temu dodal, da je trenutno v obravnavi zakon o delovnih razmerjih. Mogoče zdaj priložnost, da se reagira takoj, ker to še ni sprejeto. Tudi na asociaciji imamo ravno načrt, da pravzaprav na to reagiramo, ker to je že nekaj fakt, kompleto, kar se je zgodilo, v bistvu poskušamo zdaj popraviti, ZDR pa še ni sprejeto. In tukaj so ravno tako spremembe, ki zadevajo tudi samozaposlene in tudi nekatere določene stvari. Smo še kje ostali. Tukaj me je Andrej upozoril, da bi pač povedala, da se razvrščanje v zavarovalne osnove po SPIZ-u 2 tudi za leta 2014, 15 in 16 zmanjša procentualno glede na pretekle osnove, tako da tudi ni vse tako črno, kar je izgledalo, od začetka mogoče, in da te osnove, to smo pa že prej čutili, nekateri se pač povečujejo ravno zaradi tega, ker želijo priti do tega, da bo najnižja pokojninska osnova enotna in da jo bomo pač vsi zaposleni ali kakorkoli plačevali. Kar pa pomeni, da so nam zdaj potaknili tudi zvišanje minimalne osnove, prav tako na hitrco, pa tudi, čeprav, dobro, vse smo jo pričakali tisti, ki skozi delamo, ampak recimo ni več 763, ampak je kar enkrat 788, in tudi drugi razredi so se s tem povečali, tako da to nam pa država kratko in grede še flikne, da potem imamo lažje življenje in da vsi malo več plačujemo. Ko bomo pa od tega imeli, smo se pa že vsi prej smejali. Prosim. Se ne bi kot glede DDV-ja, ki ste ravno videli, te je bila tudi sprememba na 50 000, v bistvu je bilo že objavljeno, zdaj pa je čakal na Evropsko unijo, ali kaj ne? Je že dala. Kdaj se potem lahko ta DDV, ne vem, ga daš od akta, ali pa da ne vem se pač. Zdaj je odvisno od tega, če ste bili prostovoljni zavezanec v DDV, potem ne morate izstopati preko 5 letih. Oziroma pa 60 mesecev, to je termin, če ste se zavezali, ker je po mesecih, Če ste pa bili redni DDV zavezanec, to pomeni, da ste imeli prometa več kot 25 000 in ste se redno pa zavezali. V tem primeru pa zdaj v tem času, ko bo pač veljalo 50 000, lahko izstopite, če ne dosegate tega praga. In če ne želite biti več zavezanec. Sam je pa en problem, večinoma ste se zavezvali za DDV zato, da ste si odbijali davke od različnih nakupov, računalnikov, osnovnih sredstev, drugih in drugih zadev, ali pa recimo tisti, ki imate tako dejavnost, da uporabljate določene materiale, ki imamo kiparje, slikarje in tako naprej. Tisti pač morajo poračunati tiste zadeve, ki imajo recimo računalniki, do 5 let je treba DDV poračunati, če ste pa na ta način kupili, ne vem, verjamem, da ne, ampak mogoče poslovne prostore, pa je treba poračunati v 20 let. To pomeni, če izstopite iz DDV-ja sistema, morate tudi poračunati davke od zalog in osnovnih sredstev. Jaz bi sam glede tega datuma, ko ste spraševal za DDV, čez lansko leto, se pravi, niste dosegli tega praga, je čas 31.3., da se odjavite in s 1.4. v bistvu potem že niste več davčni zavezanec. Če ste presegli prag, potem se ne morate odjaviti 50 000. Ne 50, 25 ste rekli.
Ne, zdaj 50. Ne, zdaj je 50. Ja, tako. 50. No, zdaj pa, ko smo ugotovili, kakšen... Ne, bom magar na koncu. Mene zanima še prej, ko ste omenjali glede nadzora tudi nad pač privat računi. Kaj to v bistvu v praksi pomeni? Ja, to pomeni to, da imajo možnost ugotoviti, da je mama nakazovala, pa kakšne zneske, ali pa tako, kot so pač rekli, pridajo v davčni nadzor, ker ugotovijo, da pač imate nakazila 20.000 od te firme, 20.000 od une firme, pa ne gre za vračilo kreditov kot pri Jankoviću, ne? In morate to prijaviti, recimo, no? To je to, konkretno. Vsi računi nas, ki imamo dejavnost, so preko IPES-a vodeni, ne? Oziroma takoj, ko nekdo od nas odpre kakšen transakcijski račun, pa ni treba, da je glih transakcijski, kakšen drug osebni, ali pa ne vem, kako vse banke različno imenujejo, ne, te svoje račune. Takoj se pač všteje v evidenco in to se potem tudi na davčnem uradu pride do evidence. Ja, čeprav prej banke niso bile dolžne poročati za osebne račune, s tem letom pa mislim, da so že dolžne tudi osebne račune poročati, vkolikor jih država za to zaprosi oziroma pač, da gre za preiskavo ali karkoli. Ne, to pomeni tisti, ki imate silne prilive, jaz mislim silni. Nad 20.000 v enem znesku so že silni za našo davčno, ker ste že utajevalec davka pogojno. Lahko greste naprej s predstavitvi. Z veseljem. No, druga opcija, poleg normiranih... Lahko je samo še eno obvestilo, na to vprašanje, pa me pravite računovodkinje tukaj, če ni res. Ena od naših kolegic je odkrila v narekovaju, da se to obvestilo, da IPES prijavlja, banke sporočajo IPES-u nove transakcijske račune. Se pravi, da se zdaj zberem, povedala je, da vračilo dohodnine gre na časovno zadnji odprti transakcijski račun. Ni nujno, da je ravno transakcijski osebni, kar pomeni, da če smo si mi letos odpirali nove račune, bo morebitno vračilo dohodnine iz lanskega leta prišlo na ta zadnji račun, kar je pa, če sem prav razumela, po zakonu prepovedano, ker ta račun moramo uporabljati samo za poslovanje v narekovaju. A to drži? Vse čas javimo računa. Da je čas javiti s podjemno računa. Ja, no, in potem še naprej obstaja nek obrazec, s katerim DURS-u sporočimo, da želimo, da nam dohodnino vrne na tisti prejšnji ali katerikoli drug račun. In če tega ne naredimo, smo potencialno tudi že v prekršku zaradi tistega priliva, se pravi, vračila dohodnine za leto 2011 na ta novi račun. To sam bo obvestilo z tistim, ki še ne veste. Razen, če ni res, ne? Ne, ni, ker v bistvu tudi vi, ko dohodnino dobite nazaj, saj to je tudi en del dejavnosti, ne? Tako da... Pravijo, da ne. Pravijo, da ne, ne vem, jaz res nisem računovodja, ena kolegica tudi ne, ampak da ni del dejavnosti. Tako. Da gre to na osebni račun. Na osebni račun, ja. Sej na posloven ga vam ne bojo vrnili. Če ste vi kot drugi račun odprli poslovni račun, ga ne bojo na poslovni račun vrnili. Če ste pa kot drugi račun, osebni račun odprli, ne, v namen pač poslovanja, ja, to pa znajo vrniti potem na osebni račun, ne. In to je to, kar sem jaz, recimo, se smo tudi z gospo Mojco to diskutirali, ne? Kaj se meni smiselno zdel, a poslovni račun ali osebni, ne? Pa ste pa rekli, sej sta lahko oba računa osebna, ne? Ampak je možnost na spletu, ko ti pač pošljajo dohodnino oziroma... Ko dobite informativni izračun, je še vedno čas, je še vedno čas, da pač... Ne označiš ga, ko dobiš pač ta izračun dohodnine, informativni, imaš tam spodaj pač obrazne klubce ali kvadrate, ne vem kaj, in si izbereš račun, na katerega ti vračajo dohodnino. Se informativni... Bilo je, ja. Če dobite... Če dobite na poslovni račun, če boste imeli preplačilo, ja, a ne, če boste imeli preplačilo z akontacijami, ne bo pa več teh splošnih olajšav, a ne, se pravi, vi ste prej več dobili nazaj,
Ne pomeni pa, če boste... Nekdo je prej vedno dobil vrnjeno dohodnino, naprimer 1000 evrov, 2000, zdaj ne bo dobil nič več. Če ne boste nič zaslužili, pa ste plačevali akontacije 50 evrov na mesec v letu 2013, boste naslednje leto dobili 600 evrov nazaj. Ne, kaj bo to, da ne vemo. To je preplačana akontacija, lih tako, ne? Je pa ne, to je fiksen davek, cedularni davek se imenuje zdaj to. Se pač odločiš za to, da boš državi podaril tiste davke, ki smo jih imeli prej podaril. Zaslužil se jih in si dolžen jih plačati pač, no? Če si normiranec. V tem primeru je pa to, kar smo se pač prej pogovarjali in Andrej in Mojca sta se tudi razburila, nimaš možnosti svoje lastne olajšave uveljavljati, niti otrok, niti tiste dodatne 15% olajšave, ki je bila do zdaj namenjena kulturnikom. In to je to, kar ne gre v redu. Gremo naprej. Tudi poslovnih klin. Torej, davčna in računovodska pravila veljajo ne samo za podjetnike samostojne, ampak tudi za fizične osebe, ki upravljajo dejavnost. To ste pa vi kulturniki, samostojni novinarji, kar je še takih športni delavci in tako naprej, recimo tudi zdravniki. Za vse te je pomembno, da je določeno, kako se vodijo te poslovne knjige. In kar se tega tiče, prosim vas, držite se tega, ne pa tega čitati, ker to je pa taka znanost, da tudi jaz, ko se lotam po 20 letih dela čitanja, ugotovim, da nič ne znam. Sem obupala. Vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva, to je za vse tiste, ki imajo možnost in se razvrstijo v razred, da so letni prihodki manjši od 42 000 evrov, da nimajo 3 zaposlenih in pa da njihova aktiva v bilančnem stanju na koncu leta ne presega 25 000 evrov. Kaj to pomeni? To pomeni, da nimajo osnovnih sredstev, ki bi znašala 10 000 evrov, denarja na transakcijskem računu, ki bi znašal 15 000 evrov in pa terjatev do svojih kupcev, ki bi znašala vse skupaj sešteto 25 000 evrov. To pomeni, da velika večina tistih, ki so samostojni, ki nimajo zaposlenih, lahko vodijo računovodstvo po sistemu enostavnega knjigovodstva, kar pa pomeni, da je dovolj Excel razpredelnica, ki se jo da najdeti na Googlovih straneh, na straneh računovodja.com in tako naprej. In ta razpredelnica si jo lahko vsak sam tudi naredi tako, da pač vpisuje noter zaporedne številke prihodkov, zaporedne številke odhodkov, svoje plačila prispevkov, svoje davčne stroške oziroma stroške na plačilnem prometu in potem na koncu leta zbere vse stroške in vse prihodke. To je že pol dela narejenega. Tudi materialne, pisarniški material, vse, kar kupujete v trgovini na svojo dejavnost, na svojo davčno številko. Seveda pa ste dolžni se držati določenih pravil in sicer vsi tisti, ki imajo SP oziroma neko določeno dejavnost in pač vodijo knjige, kot boste mogoče tudi vi, slišali smo neko prelomno točko 31 000 evrov. Ta točka je tista, v katero se dajte pogledati, če se vklapljate v to, ker pod 31 000 evrov se še da z določenimi stroški in mogoče včasih malo napihnenimi, včasih pa realnimi, zniža davčno osnovo. Nad 31 000, pa če nimate prav nobenih stroškov, je pa 70% se mi zdi radodarno. Recimo, radodarno. Seveda pa mora vsak tisti, ki vodi evidenco svojih stroškov in prihodkov, voditi tudi evidenco pretokov gotovine, torej iz enega žepa v drugega, torej iz vašega osebnega računa na vaš poslovni račun in obratno. In te evidence je treba voditi zato, da dokažemo, kaj smo s svojim denarjem naredili davčni upravi, če vas pride vprašati, kako in kaj. Tukaj se pojavi vprašanje, kdaj se evidentirati v DDV. Kot smo že nekaj slišali, 50 000 je zdaj tisti menik, do katerega se nam ni treba. Kdaj se pa želimo sami
pa nimamo takega praga, recimo ne poslujemo 10, 20 tisoč, 30 tisoč, velika večina se jih vklopi takrat, kadar nakupujejo neka osnovna sredstva, od katerih se jim zdi odbitek DDV-ja 20% velik. To pomeni za računalnike, za neke stroje, neke risarske zadeve. Pri gospe nam bo pa povedala, zakaj se je ona vklopila v DDV sistem ravno zaradi tega, ker ima ogromno materialnih stroškov in ker kupuje veliko materijala za svojo dejavnost, ne? Če sem prav razumela. Pa še nekaj je, če si zavezan za DDV, so nekoč plačali račun, zaradi tega, ker so tudi oni mogli odvesti stvari. Ja, to je mogoče tudi en pogoj, čeprav danes to ni merila. Kako se pa obračunava potem, kako se ugotovi osnova za obračun davka, smo pa že prej povedali, lahko si sami vodimo evidenco, vse prihodke, vse stroške in tukaj je pač način, davčna osnova se ugotovi na ta način, da seštejemo vse prihodke, odštejemo odhodke in potem pa še malo, kako bi rekli, včasih so rekli, da so računovodje največji utajevalci davka, ampak dobro, zdaj so nam tudi te peruti pristrigali, so točno določena pravila, kaj lahko damo med davčno priznane odhodke in kaj so davčno nepriznani odhodki. Tukaj recimo vidimo, da so davčno priznani odhodki tisti, ki so neposreden pogoj za upravljanje dejavnosti in so posledica upravljanja dejavnosti. Torej, če boste vi imeli ogromno stroškov z nakupom ne vem, papirja za slikarsko dejavnost, pišete pa knjige, vam povem, da bojo vam to iz knjig ven vrgli, če vas najdejo seveda. In pa potem stroški nimajo značaja privatnosti, to pomeni, da ne gre za plačila nekih stroškov, ki ste jih vi kot fizična oseba naredili, tukaj gre za kakršne koli stroške, ali za mojo masažo, za mojega frizerja, ali za, pa tudi, če ne karikiram takih zadev, ali za mojo članarino osebno, ki jo imamo v nekem društvu, ali za moje izobraževanje nemščine, ki se ne ujema z mojo dejavnostjo in tako naprej. In pa seveda davčno priznani so tisti, ki so običajno skladni z običajno poslovno prakso. Nekateri stroški so dovoljeni spet zakonsko predpisanimi zadevami, oziroma najbolj znana je tale naša uredba, ki predpisuje višino povračil stroškov v zvezi z delom in izhaja že iz leta 2008, to pomeni, takrat so bili popravki narejeni in od takrat se tako rekoč ni nič spremenili, razen to, da so nam lani predpisali najvišje možne dnevnice in pa kaj si moramo odbiti, če nas naši gostitelji pogostijo z zajtrkom ali pa z malcem, to pomeni, da moramo od dnevnice že odbijati procente, recimo. Ne? Tukaj pač to so delno priznani odhodki po 57. členu, kot sem napisala, in to pomeni do uredbe, ki je predpisana strani države. Delno so pa priznani recimo določeni stroški in sicer reprezentance je tisti del stroškov, ki se nam zdi vsem fino, vzemite tudi račun za pogostitev, vzemite tudi račun za nakup kave, sladkorja in tako naprej, vendar je pa treba to izločiti iz stroškov vaše dejavnosti v 50% znesku. To pomeni, če ste si vi lani privoščili, ko ste peljali svojega naročnika, ki vam je ves zaslužek dal, torej 30 000 evrov, ste ga peljali na kosilo za 100 evrov, morate 50 evrov izločiti iz tega davčnega obračuna. Potem pa še nekaj v zvezi s pojasnilom, to pa zaradi tega, ker smo se pogovarjali špelo, namreč vsi tisti, ki imajo dejavnost v svojih lastnih stanovanjskih ali hišnih prostorih, avtomatsko že rečejo, ja, jaz bom pa upošteval svoje stroške ogrevanja, telefona, svoje stroške vzdrževanja prostorov in
bo to štelo meni tudi med stroške iz moje dejavnosti. Ja, davčna je napisala pač pojasnilo v letu 2011, v katerem razlaga, da to ni tako avtomatsko in da ne moramo teh stvari iz svojega gospodinstva prenašati v našo dejavnost in tako naprej. Ampak tukaj se pač mi, računovodje, ne moramo strinjati, ker strošek našega poslovanja je tudi najemnina in tudi telefon, čeprav ni pisan na SP recimo, ali pa na dejavnost, in tudi elektrika, se brez tega moj internet sploh ne dela. Pomembno je to, da te stroške pravilno ustavimo na eno listino, da jih pravilno objasnimo, da točno povemo, koliko stroškov, koliko recimo kvadratnih metrov uporabljam sobo veliko za svoj poslovni prostor in tako naprej. Seveda so pa to že finese bolj iz poslovanja, se je pametno sem pa kaj posvetovati s kom, čeprav te stvari seveda lahko naredite tudi sami. Tukaj so še pač stroški, ki so omejeni, torej zneski, prehrane, prevoza, dnevnic, za te, ki upravljajo dejavnost. Torej, pogovarjali smo se tudi, recimo novinar, ki je zaposlen oziroma ni zaposlen v neki novinarski hiši, ima delovno mesto v hiši, ima računalnik, ima možnost uporabe stranišča, ima možnost uporabe kuhinje, mislim, ali pa pač določenih zadev. Si težko neko kilometrino ali pa nek prevoz zaračunava, ker je prevoz na delo polovična cena kilometrine, ne polna cena in tako naprej, tako da tukaj so določeni problemi, ki jih imamo potem stroški, tako da je včasih 70% za takega bolj ugodno. Ampak kad se nekla, treba se je pač poglobiti v svojo dejavnost in razmisliti, kaj so moji stroški, kaj so moji prihodki in tako naprej. Pogovarjali smo se tudi, da bi se dotaknili cene računovodskih storitev. V tem kompleksu je pač treba ugotoviti, da določene naše storitve seveda nekaj stanejo, mi s tem opravljamo dejavnost. Išla je leta 2009 že tarifa pri združenju računovodskih servisov, ki je pa zdaj k večjemu gorje, ker se jo ne moramo držati, ker je previsoka. In praksa pokaže, da so to različni pavšali za majhne SP-je, tudi odvisnosti od tega, kaj tak SP rabi, a je to vsak mesec obračun oddajanja prispevkov, a je to knjiženje računov, a ima še kakšne osnovne sredstva, amortizacijo in tako naprej. Vse te stvari so pa dogovorljive z vsakim posebej. Pa še klele ena primerjava. In sicer tukaj sem dala minimalno plačo na izračun, minimalno pokojninsko osnovo in pa normiranca in pa SP-ja. Zajela sem pa enake zneske pri plačilu davka, kot je ta minimalna pokojninska osnova letna, govorim tukaj zdaj za leto 2012, ne? In recimo v tem kontekstu, ne, normiranec bi plačal 711 evrov davka, tisti, ki pa vodi knjige s prihodki in odhodki, pa brez, da bi imel stroške razen prispevkov minimalnih, bi plačal 302 evra, potem pa razmislite, tukaj imate še pač možnost uveljavljati posebno olajšavo kot kulturnik ali pa otroke kot olajšavo in v tem primeru definitivno plačate manj. Ampak s tem to je pri najnižji osnovi seveda, ne. Prosim. Samo je vprašanje, so tudi stroški računovodij. Ja. Zaključni račun. Ja. Vsak posamezni računovodski servis ima svojo prakso, nekateri jih zaračunavamo posebej, drugi jih vključijo v pavšalno mesečno ceno. Tudi enostavno knjigovodstvo? Problem je v tem, ker recimo marsikdaj pri enostavnem knjigovodstvu sploh nimamo mesečnega računa. In ko nam na koncu leto stranka prinese v škatli svoje dokumente, korigiramo škatli zato, ker zdaj to niso pač niti zlagali, ker jih to ni zanimali,
potem mi pač to zložimo, že s tem imamo pol ure dela recimo, potem pa pač še poknjižimo in naredimo nek davčni obračun in seveda minimalno plačilo nekje okrog 100 evrov. Minimalno. Ja, to je pač prosim. Še vprašala bi za akontacijo dohodnine. Ja, kako se plačuje? Tukaj se akontacija dohodnine obračuna na podlagi tega, ko se ravno tako registriraš na IPES-u. Zdaj te po ta novem vprašajo točno to. Koliko misliš, da boš imel prihodkov? To pomeni, ti rečeš 5000 in ko te vprašajo, koliko mislite, da boste imeli pa stroškov. In če pogledate, minimalni stroški za prispevke so 3400 evrov, rečeš, ja, še to, pa še pač neki 5000 in potem je akontacija 0 in potem te na koncu leta preseneti, ker pa v končni fazi ugotoviš, da si imel pač prihodkov 11000, stroškov si pa 5000 in vse neka razlika za doplačilo obstaja. Plačuje se pa v enkratnem znesku? Plačuje se za preteklo leto, če niste imeli osnove prej, v enkratnem znesku do 30.4. Na osnovi tega, ko ste obračun do 31.3. že oddali, plačujete sami, ker je to se pričakuje od vas. Če vam pa to dela računovodja, se pa seveda to dogovorite z določenim nadomestilom. Je pa tudi možno, no? Prosim? Včasih je bilo tako, recimo, da dokončni obračun je mogla prav podjetje to oddati. Zdaj še tako, da je lahko to na drugsko, kar sami oddamo. Obstaja ena kartica, ki se imenuje Ena za vse, izdajajo Halkom oziroma banke, s katero dostopate do vseh teh portalov, IPES, e-davki, torej bančni plačilni promet, registrirate se lahko celo nekatere druge portale, kot je Sodnija in tako naprej. S to kartico lahko dostopate do vsega in oddajate vse sami. Obstaja program, ki se mu reče Silvester Finius, ki je brezplačen na Dursovih straneh, vam ga vpišeš vse prihodke, vse odhodke in ti sam zračuna akontacijo, a je to 3-mesečna, mesečna, s tem, da moraš biti pa ti tisti, ki odgovarjaš za svoje odhodke in si gotoviš potem davčno osnovo. Pa seveda moraš vpisati noter olajšave, ki jih moraš tudi prej poizvedeti, kakšne so, kakšne ti pripadajo in da ne pripišeš previsokih in tako naprej. Ima pa program ugrajene kontrole, ki opozarja na vse nepravilnosti. Prosim, še tam na koncu. Ja. Samo da postavljam kulturi, da imam 2 otroka, pa me zanima, kak je zdaj ta olajšava pri otrocih dejanskih, če gremo dejanske stroške in to jo imam, če pa normiram, pa nimam. Pa tako je, res. Točno to je res. Diskriminatorno. Ja, res. Kak se pa uveljavlja ta olajšava pri dejanskih, ker jaz zdaj sem bila 10 let normiran, pa nimam pojma. Zakaj? Zato, ker jo nam še niso ukinali. Počakajte, čez 2 let tudi te ne bo več. Optimistični pogled. Kako pa uveljavlja, če se uveljavlja ta olajšava? Ta uveljavlja se, ko boste dobila dohodninsko napoved, boste oddala do 31.3., potem vam bo država poslala vašo osebno napoved, v kateri bo zajet ta del iz dejavnosti in pa mogoče, če ste imela še kakšno drugo avtorsko pogodbo ali pa še kakšen drug prihodek, iz kakšne nagradne igre recimo, in boste potem vse to skupaj seštela, država vam bo dala dohodninsko napoved, tam boste pa lahko uveljavljala otroke ali pa še kaj drugega oziroma razdelila otroke s partnerjem. Tukaj sprašujete, da bo treba še naprej vlagati vlogo za vzdrževanje družinskih članov v primeru vodine knjig, v primeru normiranih pa je brezpredmetno. Se pravi, to vlogo za vzdrževanje družinskih članov oddajate sami, a ne? To oddajate sami, letos je bil rok 6.2. in na ta način vam potem oni priznajo v vaš informativen izračun za dohodnino pač vaša 2 otroka. To vem, ja, ampak to je bilo še stanje zatev, da smo normirani, kar je to avtomatično. Ne. To je vaš osebni davek, dohodnina, ne? Ti se pa akontacija dohodnine iz dejavnosti. To sta 2 različni stvari. Ne? Ja, to sta zdaj 2 različni stvari. V bistvu, tako kot smo zdaj to drugi del povedali, je to dejavnost, to je vaš poslovni račun.
olajšava krog je pa vaš osebni račun in vaša osebna dohodnina. Prosim. Se pravi, je smiselno, da jaz iz poslovnega računa plačam na osebni račun, da ti recimo ni treba tam vsak Mercator zaregistrirati. Obvezno. Da si kakor izplačuješ plačo sam sebi, jaz subjekt izplačam plačo. Torej, vsi tisti z dejavnostjo nimate kazni blagajniških prejemkov in izdatkov, ki bi jih morali voditi, kot se mora to v firmi, in lahko poslujete z gotovino. To pomeni, da danes me eno vprašala, če lahko iz osebnega računa plača svoje prispevke, jih lahko, ker je pač po banki to precej nižja tarifa kot pa iz poslovnega računa. In jaz mislim, da tukaj še ni problema s tem, sam je pa treba, če pa recimo bi davčno ugotovila, da niste plačevali, recimo na pravilni sklic in vas terjajo, vam pa naredijo izvršbo na vse račune, ki